Lepo pozdravljeni, gospod župan, dr. Lep pozdrav tudi vam. Tole je najna zadnja letošnja oddaja, županska oddaja, pa morda je prav, če nekoliko potekneva črto pod tole leto, ki se izjemno hitro izteka. Župan, kakšno je bilo to leto, kako ste ga vi doživljali, kako ste ga čutili? Neko izjemno leto, vsekakor, vsaj zame nepozabno. Delali in živeli smo v pogojih epidemije skoraj celo leto. Kljub temu smo trdo delali in pripravljali projekte za izvedbo. Lahko rečem, da na srečo vsaj ni bilo kakšnih večjih vremenskih ujm, kakšnih večjih nesreč, požarov, tako da smo jo po tej plati kar srečno odnesli. Smo pa zato ves čas se soočali z epidemijo in trudili prepričati naše občanke in občane, da se je vendarle vredno cepiti, ker s tem zaščitimo sebe, svoje najdražje in tudi sokrajane, soobčane. Kar se tiče dela občinske uprave, je ta delala s polno paro. Občinski svet se je sestal, mislim, da najmanj 6-krat v tem letu. Lahko rečem, da smo pripravili cel kup pomembnih stvari, ki jih pravzaprav Moravčani že poznajo. Če samo na kratko obnovim, začeli smo z gradnjo prizidka osnovne šole, športne dvorane, vse je pripravljeno, da gremo z gradnjo doma starejših občanov. Prav tako pripravljamo vse potrebno za obvoznico mimo Moravč. Tu je priprava na gradnjo torej otroškega igrišča v centru Moravč, na prenovo zdravstvenega doma Moravče, kjer bomo do poletja prihodnje leto odprli torej novo ambulanto, drugo splošno ambulanto. Veliko se je asfaltiralo, polagali smo kanalizacijske cevi, vodovode nove, skratka, lahko bi našteval, ampak vse skupaj, če potegneva črto, kot ste rekel, lahko rečem, eno tako zelo delovno, uspešno leto. Tudi kar nekaj sredstev smo pridobili strani države in Evropske unije in tako mislimo tudi nadaljevati v prihodnje leto, ko pa smo nekje v zadnjem letu tega mandata in mislim, da bomo prišli pri ljudi z čistimi računi in s kar polno malho dobre popotnice za naprej. No, to je zelo seveda vzpodbudno. Se pa tudi pri vas v občini Moravče kaže tisto, da ko človek nastopi mandat župana ali pa katero drugo visoko funkcijo na občinskem nivoju, prvo leto je nekako namenjeno spoznavanju celotnega sistema, celotnih zadev, drugo leto je intenzivna priprava na določene projekte, ki jih pač želiš izvesti in morda, če je sreča imela, šele tretje leto se lahko kaj začne realno graditi, fizično graditi. Včasih je to zmotno prepričanje, da pride nov župan, pa kar takoj nekaj začelo graditi in tako naprej. Je tako, župan, ne? Vidi se, da ste ekspert na tem področju, ker že toliko let spremljate dogodke v teh naših občinah, natančno takoj, kot ste opisali. Seveda je veliko odvisno od tega, ali začneš znova in najdeš prazne omare, ker projektov ni. Če bi recimo podedoval kakšne projekte, bi to veliko lažje, ampak ker smo začeli tako rekoč z nič, je potem dejansko tako, kot ste povedali. Prvo, drugo leto smo veliko pripravljali dokumentacije, vsak človek sam ve, koliko enih papirjev rabi, če se loti gradnje kakšne manjše zadeve, nezahtevne objekta, kaj šele svoje hiše. Pri občinskih projektih je tega še veliko več. Deloma smo odvisni tudi od upravnih enot oziroma od države. Vsa ta soglasja in dovoljenja, preden se pridobijo, preteče kar nekaj časa. Pa vendarle, če je človek vztrajen, če zna odpreti kakšna vrata, se lahko te roki vendarle skrajšajo in se lahko torej posamezne gradnje pospešijo. Tako da dejansko večje projekte smo začeli dejansko uresničevati šele v tretjem letu mandata, nadaljevamo v četrtem. Ne bodo vsi končani, mnogo tega bo pravzaprav moralo svoj finale
dočakati, se pravi zaključek gradnje v prihodnem mandatu. In na ljudeh je, da potem ocenijo, če smo dobro delali, da si zaslužimo, da potem tudi končamo vse te naše projekte in jih potem uspešno predamo našim ljudem v uporabo in dobrobit. No, ste pa tudi v tem letu veliko pozornosti namenjeni ekologiji, župan, zadeva na tem področju, kje je zdaj pravzaprav vse skupaj, ne? Opažate neko izboljšanje, morda zadeva stoji na mestu, vse slabša, kakšna je ocena? Najprej bi rekel, da sem izjemno vesel, ker se je ta ekološka zavest o tem, da živimo v čistem okolju v Moravški dolini, kar povečala. Ljudje danes vedo, da smo odvisni od naravnega okolja, da ga moramo varovati, če želimo dobro živeti, predvsem pa, če želimo to dolino primerno za neko udobno življenje predati našim zanamcem, našim otrokom, vnukom in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je v Moravčah ta zelena večina, ki bo tudi naprej skrbela za to, da se razvoj občine pravzaprav odvija v to zeleno smer, se pravi v razvoj tistih prednosti, ki jih ima Moravška dolina. Mi v nasprotju z drugimi občinami okoli nas nismo tako industrializirani, je manj teh industrijskih obratov, zato pa lahko ponudimo čisto neokrnjeno naravo in seveda turistične znamenitosti, gostinske usluge, znamenito kulinariko in tako naprej. Seveda imamo pa eno veliko rano, to je podjetje Termit in z njim smo poskušali letos seveda vzpostaviti dialog, ponudili smo roko, da začnemo neposredne pogovore. Žal je to obstoječe vodstvo to ponujeno roko zavrnilo. Žal moram reči zato, ker sem dejansko pričakoval, da bodo začeli se pogovarjati z lokalno skupnostjo, z ljudmi, med katerimi živijo in delajo, od katerih tudi živijo in delajo. To se ni zgodilo. Oholo so zavrnili našo ponudbo in nadaljevali s svojimi tožbami. Kot župan sem žrtev te kampanje tožb, tako da so mi jih namenili že 17, ampak to me nič ne moti, to samo kaže njihovo nemoč, predvsem pa nesposobnost, da se prilagodijo duhu časa, zahtevam današnjega življenja in potrebam ljudem, se pravi, da potem tudi svoje delovanje in delo prilagodijo ekološkim zahtevam, zakonom, ki jih je sprejela ta država, pa da se hkrati pogovarjajo s predstavniki lokalne skupnosti o skupnem sodelovanju. Jaz jih vedno znova ponovno pozivam, da se premislijo, da vendarle stopijo v kontakt, da se začnejo pogovarjati z županom, z občinskim svetom, z ljudmi in da obrnemo ploščo, lahko pozabimo vse za nazaj in odpremo nov list v teh pogovorih. Upam, da bo ta moja ponudba, to povabilo padlo na plodna tla. Na nasprotnem primeru pa se pač bojim, da to podjetje nima kakšne velike prihodnosti, kajti podjetje bo moralo delovati v skladu z okoljem, v katerem živi, v skladu z zakonodajo in predvsem pa podjetje moralo upoštevati vse tisto, kar se od njega zahteva za to, da lahko še naprej obstaja. Brez tega se bojim, da to podjetje nima velike prihodnosti. Morda pri tem še tole, kar nekaj apelov ste namenili tudi državi, naj pomaga, naj ukrepa, ne nazadnje, ne. Se je tukaj morda ta relacija kaj spremenila zdaj? Pričakujem to spremembo. V nekem smislu lahko rečemo, da je država poslušala naše argumente, zato tudi pričakujem v tem smislu primeren odziv na našo zahtevo, da se dobro premisli glede podaljšanja koncesijske pogodbe in rudarske pravice. Jaz mislim, da je potrebno vse te stvari pogojevati s tem, da začne Termit delovati v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo, potem pa seveda, da se zaveže jasno in glasno, da ne bo več zastrupljal Moravške doline, moravških ljudi, da ne bo vozil več v našo dolino strupenih, nevarnih odpadkov, ki se izsejajo v okolico, v tla,
v podzemne vode, v vode, ki so osnova za našo pitno vodo. Torej vse to so stvari, ki so pred nami. Upam, da bo država v tem smislu tudi naprej sodelovala z nami in pričakujemo od nje pomoč, da stvari uredimo in spravimo enkrat v red. Red je pa tisto, kar pa ljudje potrebujejo, da potem lahko tukaj normalno in zdravo živimo v tej čudoviti dolini. Veliko pozornosti pa naporov, nenazadnje tudi ste namenili tudi turizmu. Razvoju turizma v občini, to postaja neka propulzivna panoga, tudi pri vas, saj veliko občin se s tem ukvarja sedaj intenzivno. Zakaj turizem, gospod župan, in seveda kakšni so zdaj ti prvi koraki oziroma kam je usmerjen razvoj? Če nekoliko oponašam župana našega glavnega mesta, bom dejal, da so Moravče najlepša občina na svetu. In v tem smislu seveda imamo neverjetne naravne danosti, neko veliko zgodovino, kulturo ljudi, gostoljubnost, kulinariko in vse to je pogoj za to, da pravzaprav strateško usmerimo razvoj občine v smeri turizma. V turizem mislimo še več vlagati, spodbujali bomo podjetništvo na tem področju in hkrati tudi torej razvoj gostinstva, drugih uslug. Seveda bomo obnavljali naše gradove, naše mline, označili vse te znamenite točke. Hkrati pa seveda tudi, ukolikor bodo seveda epidemiološke razmere omogočale, začeli pripravljati cel kup nekih novih prireditev, od nogometnih pokalov do tekmovanja med gasilskimi društvi, pa morda tekmovanja v najboljšem šoblu, v najboljšem žganju iz Moravške doline, pa verjetno glede na to, da smo alternativno imenovani kot Mjav Jork, to je alternativno ime za Moravče, bomo to... Moravški mački, ne, so tako, znani. Ja, Moravški mački. To mislimo izkoristiti kot turistični brand in seveda med drugim začeti recimo tudi s tekmovanjem za najlepšega moravškega mačka in sploh pravzaprav se predstaviti ljudem s to pozitivno podobo in s to našo čudovito živalco, ki bo naš poleg uradnega grba z lilijo nek drugi zaščitni znak. Imenitno. Veva, da je drugo leto volilno leto in seveda jaz bom morda zdaj prvi, ki vas bom vprašal, boste kandidirali ponovno na lokalnih volitvah tam v mesecu oktobru, novembru? Takole, najprej bi izrazil eno veliko zadovoljstvo, ker je občinski svet torej sprejel proračun za leti 2022 in 2023, kar je dobra podlaga, dobra osnova za razvoj Moravške občine. Proračun je razvojno naravnan, socialno naravnan, je uravnotežen. Kolikor bomo imeli zadolževanje, je to razvojno potrebno za to, da te projekte izvedemo. Tako da, bom rekel, finančno stanje na občini je stabilno, pozitivno in imamo torej vse pogoje za to, da pospešimo, nadaljujemo z realizacijo naših projektov. Sam sem, ko sem leta 2018 se odločil za kandidaturo, že takrat napovedal, da se bom po koncu mandata dal spet preveriti ljudem. To pa pomeni, da sem že takrat napovedal, da bom pravzaprav šel na volitve, da bom kandidiral za župana in zdaj potrjujem to svojo takratno odločitev. Želim, da ljudje povedo, kako smo v teh 4 letih delali, kako sem sam vodil občino in če so zadovoljni, potem seveda bom lahko s tem mandatom nadaljeval in do konca izpeljal začete projekte, začel tudi cel niz novih projektov. Nasprotnem pa se bom tudi mirne duše poslal od tega županstva in se ukvarjal s kakšnimi drugimi stvarmi in mirno živel dalje v Moravški dolini, brez slabih občutkov. Ljudje imajo vedno na koncu prav in njihova je zadnja beseda in jaz se bom podredil njihovi odločitvi. Jaz vam želim vse dobro, gospod župan, in hvala za tale današnji pogovor, seveda. Lepo preživite praznike, vidiva se drugo leto, do takrat srečno in nasvidenje. Vam hvala lepa in vse dobro v prihodnjem letu.